Zelo dolga predstavitev, ker tisti, ki imajo kaj povedati, običajno ne rabijo veliko besed. Danes predstavljamo zelo lepo knjigo, ki izhaja v zelo lepem kontekstu. Torej, izdajatelji smo trije. Smo Goričani, Goriška Mohorjeva družba. To je knjiga, ki je pred 40 leti prvič izšla v Gorici. Izšla so založnik je družina, ko smo ponudili, da bi, oziroma ko smo se dogovarjali, da bi druga izdaja izšla, so založnik družina in to me seveda tako sprejel, da bi jo vključili v seznam letošnjih knjig. Glavni protagonisti današnje predstavitve in pa knjige, ki so omogočili, da ta knjiga je izšla, je skupnost iz Rovt. Sozaložnik je župnija Rovte. Rovtari so tisti, ki so si to knjigo želeli. Janez Skladnik je bil doma iz Rovt, to je lik, na katerega so oni zelo navezani, je pa lik, ki je premalo poznan. Knjiga, ko je išla v Gorici pred 40 leti, potem bo tudi povedala, zakaj je to iz izida prišlo prav v Gorici, je bila ena od redkih knjig, ki je bila v Jugoslaviji prepovedana tudi z objavo v uradnem listu, kar pomeni, da teh knjig, čeprav je išla v 2000 izvodih takrat, med domačimi jih je zelo malo. In zato so oni si želeli, da bi do te druge izdaje ponovno prišlo, da bi ta lik bil ponovno med ljudmi in da bi ljudje lahko tudi prebrali ta zelo lep tekst, ker je tudi tekst, ki se zelo lepo bere. Govori o vernosti v predvojni Sloveniji, govori o ekonomski emigraciji v Argentini, te druge generacije, ki so iz Primorske, iz Prekmurja prišli v Argentino zaradi revščine, ki je bila tudi pri nas, ampak tudi zaradi fašizma na Primorskem. Govori o drugi povojni emigraciji, torej o Slovencih, ki so bili v begunskih taboriščih po vojni v Avstriji in v Italiji, ki so potem leta 47-48 začeli prihajati v Argentino. Janez Skladnik je osebnost, ki je vse to omogočila, ki je pri takratnem argentinskem predsedniku Peronu omogočil, da so tile politični slovenski begunci se kot strnjena skupnost lahko naselili v Argentino. To ni bilo dovolj, on jim je tudi pomagal, da so v Argentini zaživeli. Omogočil je ustanovitev slovenske vasi, gradnjo tega strnjenega naselja, ki obstaja še danes in je eden od stebrov slovenske skupnosti v Argentini. Da predstavim našo mizjo, seveda Toneta Rodeta ne bomo posebej predstavljali, Jože Leskovec je eden od pobudnikov za drugo izdajo Hladnikovih spominov, Hieroniman Ronko Kavčič je Hladnikov nečak in tudi človek, ki ima veliko pri tem, da je to knjiga prišlo. Monsignor Renato Podbersič je predsednik naše Goriške Mohorjeve družbe. Ivanka Koprivc je tudi nečakinja, Hladnikova nečakinja, ima pa to temeljno zaslugo, da je tekst pretipkala, ni ravno ena brošurca, tekst, ko je šel v Gorici, je bil 280 strani, tako da z njenim delom v bistvu se je vse skupaj začelo. Jaz pa sem Erika Jazbar, sem častnika iz Gorice in sem knjigo potem zložila v bistvu. Naš pogovor bi začela pri gostitelju, sicer pri Tonetu, ki Hladnika pozna tudi iz drugih razlogov. Hvala lepa. Najprej je prav lep pozdrav vsem, ki ste se te predstavitve udeležili. Moram reči, da mi je veliko osebno veselje, da ta knjiga izhaja zdaj in na tak način. Knjiga je res pomembna tudi za naš čas. Ko sem bral, sami veste, jaz prihajam iz Argentine, pa vendar sem generacija, ki gospoda Hladnika ni osebno poznala. Dejansko sem marsikaj izvedel prav iz knjige same, o ponovnem prebiranju, tudi o naši usodi povojne migracije, predvsem pa o široki razgledanosti te generacije duhovnikov, teh predvojnih duhovnikov in skoraj bi rekel narodne in tudi apostolske vznesenosti, iz katere so delali. Koliko takega duha bi danes potrebovali. Knjiga
je, mislim, naši založbi, Goriški Mohorjevi vsekakor, župljanom župlija Rovtelj pa res uvelik ponos. In ko sem premišljeval in ponovno prebiral in tudi zacafnal, zakaj sploh je bila ta knjiga dejansko prepovedana, saj je to živa, kako bi rekel, gre skozi življenje nekega duhovnika in opiše stanje, skozi katerega je šel. Seveda imam pa zelo jasne besede o stvareh, ki jih je tudi na razdaljo slutil, informacije, ki jih je dobival iz domovine, ga niso preslepile, ampak je zelo jasno znal povedati, kaj se je v domovini takrat dogajalo. Vsekakor pa mislim, da mu prav ta širina, človeška širina, človeškost, sposobnost za stik z ljudmi, živost, ki jo je gospod Hladnik dejansko razvidna v knjigi, daje tisto potrebno nevarnost, da so potem tudi tiste izjave, ki so mogoče strogo politične ali pa so izjave, ki zadevajo neko sodbo o naši tragični polpretekli zgodovini, padajo na rodovitna tla, ker ne gre tukaj za celostnega človeka, ne gre tukaj za nekega, ne vem, a priori ideologa, če želite, nekoga, ki ima agendo, da bo nekaj o določeni zadevi povedal. In zato pozdravljam to knjigo, ponovno ponavljam, je za naš čas, ni za to, ker pač tukaj sedi skupina zanesenjakov, ki se rada obuja spomine, vključujoč tudi recimo nekoga, ki je pač sin slovenskih štajeršev iz izseljenstva. Ni zato ta knjiga. Ta knjiga je zato, da jo danes prebiramo, da ugotavljamo, kaj se nam je v preteklosti zgodilo in da se zgledujemo po takih čudovitih zgledih, kot je bil gospod Hladnik. Hvala lepa. Monsignor Renat Podbersič, knjiga se vključuje v knjižne izdaje Goriške Mohorjeve družbe, ker je tudi izšla pred 40 leti. Kakšen pomen ima ta izdaja v tej zasedbi oziroma v tej sozaložbi, kako se vključuje knjižni program Goriške Mohorjeve družbe? Lep pozdrav vsem navzočim, posebej rovteljem, ki imate tak pogum, da domače stvari porivate naprej, da ne gredo v pozabo. Zlasti, če so tako kvalitetne, kot je gospod Hladnik in pa seveda vse njegovo delo. Goriška Mohorjeva družba obstoja 94 let. Nastala je po prvi svetovni vojni na zapadni meji in smo nekje vezni člen, bi rekli, med matično Slovenijo in romanskim svetom, kot je Celovška med Slovenijo in nemškim svetom. Vendar smo od treh Mohorjevih družb najmanjša in zato prej gospod direktor tukaj družine Rode sem vprašal, koliko izda družina knjig na leto in koliko izdamo mi, smo palčki v primerjavi z družino. Vendar smo ponosni na take biserčke, kot je ta knjiga. To spada v našo zbirko, tako imenovane Naše korenine, kjer skušamo iskati kvalitetne pričevalce. Tudi letos pripravljamo eno zelo zanimivo iz časa pod fašizmom, pa potem končalo se tragično po drugi svetovni vojni, oziroma med drugo svetovno vojno. In iščemo take biserčke, da bi te korenine utrdili. Mislim, da je danes problem to Slovenije. Imeti lastne, močne korenine, ki jih skuša določena politika marginalizirati ali pa posploševati tako, da ne bi imele velikega vpliva. Goriška Mohorjeva družba skuša biti en tak vezni člen med preteklostjo in sedanjostjo, nam ne uspeva popolnoma, ker naše delo imamo zelo amatersko postavljeno. Trudimo se zadnja leta, da bi spravili na neko bolj profesionalno višino, vendar skušamo kljub temu amatersko kvalitetno sodelovati. In naše delo je res na veliki požrtvovalnosti zgrajeno. Skušamo vzpostaviti
kontakt med slovenskim prostorom in italijanskim tudi. Zato vsako toliko prevedemo kakšno italijansko knjigo, da vstopimo v ta italijanski prostor, ki ni lahek. Recimo profesor in pisatelj Rebula nima take popularnosti, ni tako upeljan v italijanski svet, kakor je gospod Boris Pahor in podobno. Torej, tukaj je še veliko možnosti dela. Za nas predstavlja izdaja po 40 letih ne samo obnovitev nekdanje izdaje, ki jo vidite tukaj na desni strani, ampak je to za nas dodatek še, ali tako imenovani dodana vrednost, ker so novi pristopi, novi uvodi, nova pričevanja in vsako je zase dragoceno. Ko mi prenašamo nekega človeka iz preteklosti v naš svet, je ta povezava močno potrebna. In z tega vidika sem zelo hvaležen družini in pa Rovtarjem, da smo zmogli tak skupen korak in to lepo knjigo, upam, da bom marsikoga nagovorila, dali tudi na svetlo. Hvala gospodu Renato Podbersiču. Večkrat je bila omenjena prva izdaja te knjige. Zdaj marsikdo se bo sprašal, zakaj je ta knjiga izšla v Gorici. Zato, da je ta knjiga išla v Gorici, sta bili potrebni dve osebnosti. Ena je bil Jože Jurak, ki je bil begunski duhovnik, doma sicer iz Prekmurja, ampak potem več kot desetletje v Argentini, med drugim je od Janeza Hladnika prevzel tudi vodenje duhovnega življenja. On se je potem v 60 letih preselil v Gorico, bil je duhovnik, med drugim v župniji, kjer je monsignor Renato Podbersič, je bila njegova zadnja župnija v Gavarjah, torej v Sobodanski občini, ki je ena od slovenskih občin pri nas. Bil pa je predvsem, kako bi rekla, ni bil formalno urednik Katoliškega glasa, ampak je omogočil, da tednik Katoliški glas je izhajal, je bil tisti, ki je pisal članke, ko jih je bilo treba pisati, da je pisal komentarje, veliko nepodpisanega, veliko pod pseudonimom. On je 3 leta po smrti Janeza Hladnika začel po Katoliškem glasu, je začel izhajati podlistek, podlistku je začela izhajati ta knjiga. Bilo je 137 podlistkov, ki so izhajali od leta 68 do 71. Potem pa je tudi omogočil, da je ta podlistek postal knjiga, torej je uredil ta tekst. Vendar, da je do tega prišlo, je bila potrebna še druga figura. In sicer del Hladnikove družine, ki je takrat živel v Gorici. Hladnikova sestra Angelica se je ravno tako v 60 letih preselila v Gorico. In Hladnikov njen sin, Bernard Špacapan, je bil v odboru Goriške Mohorjeve družbe takrat, ki je delovala v zgodovinski stavbi na Placuti. V isti stavbi pa je bil v pritličnih prostorih njen mož, Špacapan pa je bil tiskar. Pomeni, da smo imeli teh več elementov, ki so omogočili, da je ta knjiga išla v Gorici. Za neko spominsko slovesnost, ki je bila v Rovtah, smo izbrskali tudi stare zapisnike takratne Goriške Mohorjeve družbe in naprimer lahko povem kot zanimivost, da so se zbrali januarja, da bi pač odločali o zbirki za naslednje leto in, če lahko med navednicami rečem, je Hladnik premagal Joža Lovrenčiča, ker je bilo več kandidatov za knjigo in med kandidati je bil tudi Joža Lovrenčič, bil pa je izbran Hladnik. Več predlogov za naslov je bilo tudi potem, ko je bila izbrana knjiga. En predlog je bil iz Starega v Novi svet, prerok ali svečenik med izseljenci, pod naslov pa Pastir med izseljenci, potem je bilo izbrano drugače. Med tekstom, ki je šel v podlistkih in tekstom, ki je bil potem objavljen, je manjša razlika, je bil skrčen in to iz čisto prozaičnih razlogov, ker Goriška Mohorjeva družba je bila v tistem delu manjšine, ki je bila na temni strani meseca, če se lahko izrazim, torej nismo imeli finančnih dotacij iz matične domovine in tekst je bilo treba skrčiti, ker pač ni bilo dovolj denarja, da bi lahko išla, tako da bila knjiga. Rečeno je bilo, da bo knjiga krajša od 200 strani, potem v resnici ima 290, ampak ok. V tistem letu je v
zbirki izšla ta knjiga, izšel je en snopič primorskega biografskega leksikona, izšla je knjiga pravljic Zorek Saksida, kot sem rekla, na 2000 izvodih je šla knjiga od Triglava do Andov, cena pa je bila 3500 lir. Tako. Še druga zanimivost, knjigo smo, tekst, ki smo ga objavili, je tekst, ki je bil objavljen leta 1978, vključno z uvodom, ki ga je napisal Jože Jurak. Na koncu pa smo dodali 4 spominske zapise, ki so išli v 3 Slovenijah o Janezu Hladniku in imamo tekst, ki ga je napisal Jurak v koledarju Goriške mohorjeve družbe za leto 1966. Izdali smo tudi, potem je še tekst, ki ga je napisal Jože Košiček, ki je bil burgundski duhovnik, takrat je bil v Rimu in je skladnikom sodeloval in bil potem v Buenos Airesu in deloval in umrl v Buenos Airesu. Ta tekst je šel zelo lep tekst, daljši, zelo lep v zborniku Svobodne Slovenije za leto 1966. Izdali smo sicer krajši tekst, zapis, ampak tudi ta zelo pomenljiv in lep, ki ga je podpisal Jure Rode, ki je delegat slovenskih dušnih pastirjev v Argentini danes. Ta pa je uvod, ki je šel v knjigi o slovenski vasi, torej o tem naselju, ki ga je omogočil Janez Hladnik. To je monografija, ki je šla v 50-letnici slovenske vasi leta 2002 v Buenos Airesu. In kot zadnji tekst je še zelo lep zapis Eda Škulja, ki ga je prebral v Rovtah pred 2 letoma, če se ne motim, ko bila večja spominska slovesnost v spomin na Janeza Hladnika. In ravno na to bi se rada navezala, gospod Jože Leskovec, da bi nam povedali, kako se je gradila to mnogo poznavanje strani domačinov vodnika Janeza Hladnika. Lep pozdrav v mojem imenu. Začelo se je tako. Janko Maček je napisal v svoji knjigi, kako se je začelo. Ampak nekaj ima tudi Janko Maček s tole zadevo. Leta 2015 smo prav tako pripravili neko prireditev ob 23. augusta, dnevu spomina na totalitarne režime. In takrat smo priredili neko razstavo o tem medvojnem in povojnem delu življenju v Rovtah. Takrat to razstavo sem bil pripravljal glavni organizator te razstave in takrat meni Janko Maček pravi na razstavi, Jože, v Rovtah imate polno zelo zanimivih osebnosti, takih, ki so bili pomembni za Slovenijo, za domovino, za in jih je naštel prvo prav Gabrovšek, Hladnik, v redu, da se je s Hladnika poznam Hladnika, tudi njegovo knjigo sem že bral prej, ampak potem razmišljam, da dejansko ljudje pa niso vsi poznali tega Hladnika tako, kot iz mojega stališča se mi zdi, da vsi poznali. Potem sem začel to malo raziskovati, pa tudi s Hironjem Kavčičem veliko sodelovala tudi pri teh prireditvah in to. In on je objavil že leta 2012 v reviji Družina en članek o Monsignor Hladniku. Tu mislim, da je bil prvi članek po vojni, po letu 1991, mislim, da še odprej, o Hladniku. In takrat, potem se začel malo zbirati to gradivo o njem, o njegovem delu in tukaj sem srečal s sorodniki. Peter Hladnik, tukaj danes prisoten s fotoaparatom, je imel na splet zelo lepo urejeno spletno stran in vse te stvari od Hladnika so bile tam. Potem sem začel te slike zbirati in smo pripravili leta 2016, je bilo naslednjem letu, smo pripravili razstavo o Hladniku.
Pa ne. 16. Pa 16 je. 16. februarja. Ne. 2015 je bila prva razstava. Prva je bila 23. augusta. Razstava. Na tej razstavi smo bilo premalo časa, da bi pripravili še en večer po pogovoru Hladniku. Pa smo pa to predstavili naslednje leto, smo to naredili za kulturni praznik 13. februarja. No in že takrat smo pripravili na tako srečanje s petjem besedo in sliko o delu Janeza Hladnika. Pa da se vrnem nazaj na prvo razstavo. To prvo razstavo si je takrat ogledal tudi predsednik države, ki nas danes vse skupaj pozdravlja. In je tu še povezava s predsednikom države. V letu 2016, oktobra meseca, je bil on na obisku v Argentini, se je srečal z argentinskim predsednikom in na moje pobudo mu je takrat se predsedniku zahvalil, da je Argentina sprejela Slovence, ker je takrat Argentina sprejela Slovence ne samo zgolj tiste, ki so bili pripravljeni delati pa delovno sposobne, ampak vse, kompletno, cele družine. In to je bil to prvi uradni obisk predsednika Slovenije v Argentini in se je takrat tudi predsednik zahvalil v Argentini za to. Je pa tudi ta, mislim, za današnji čas pomembna in zanimiva zadeva glede beguncev pa izseljencev, mislim, beguncev, ki je danes to zelo aktualna tema. Takrat je Hladnik, ki je prvo izposloval, da pridejo lahko družine kje, je rekel, prvo, kar se jim je sporočil, da naj kar pozabijo na svojo inteligenco in da naj se pripravijo vsakega dela, da bojo lahko prijeli za krampni centin. In tudi to, Hladnik je v Argentini jamčil za vse, ki so bili brez, ki so niso imeli dokumentov. On je za vsakega brez dokumentov, on osebno jamčil in podpisal, da je lahko prišel kje. To danes vedno kako hodijo te begunci iz Juga. Nekaj.